Pa bomo začeli s pesmijo, tako se najlažje pomerimo, in ker smo še v oktobru, bomo s Kraljica Delca Rožnika, vse eno kraljico. Kraljica Delca Rožnega, najceli svet iz naroda, je človek star, že ali mlad, v imenu tistih, ki pač smo to organizirali, predvsem pa iskreni Bog plati, da ste se tak velikim številu odeležili. Nas presenečete, ne? Tako da zaslužite en velik aplauz, da se spustili. Kot je običajno, bo v začetku nekaj pozdravov, da se naša okrogla miza malo stabilizira, ne? Ker imajo veliko tremo, nimam pojma zakaj, ne? Bomo že vedeli, kaj bi dali od sebe, ne? Pa bi najprej prosil generalnega tajnika za nekaj besed. Lepo pozdravljeni v pokrajini v Muri. Dobrodošli iz cele Slovenije. Veseli smo, da so vam naši kraji všeč, predvsem pa smo veseli, da vam je seminar Karitas pri srcu. Vsaka leto nas je več, tako da smo dejansko v Škofijski Karitas Murska Sobota lahko ponosni, da se nas bere vsako leto toliko. Mogoče besedo dve, Škofijska Karitas Murska Sobota oziroma Škofija Murska Sobota je identična z pokrajino v Muri, se pravi Pomurje, Prekmurje ali Prlekija, kot tudi radi povemo. 36 župnij imamo, prav tako 36 župnijskih Karitas, mogoče kakšna ena ali pa dve sta bolj tihi, drugi so pa zelo aktivne. Verjamem, da dela imamo vsi zadosti po celi Sloveniji, mogoče je tukaj še kakšna nijansa močnejša v naših krajih, tako da sem vesel, da tudi si kakšne izkušnje v tem času lahko izmenjamo. Bog plati slovenski Karitas, pa pride rado med nas. Saj smo tudi doma, ne? Zdaj bi pa jaz prosil gospoda Ivana, ravnatelja te hiše, da tudi on nam malo pove, pa da nas malo povodi. Dragi Samarijani in drage Samarjanke, dobrodošli v tem domu, ki letos praznuje 100-letnico. Prav na jutrišnji dan, 27. oktobra 12. leta, je bila ta zgradba blagoslovljena. In zato smo še prav posebej veseli, da ste tukaj, da nekako sodelujete pri tem našem praznovanju 100-letnice. Pravzaprav skozi celo leto praznujemo, glavno praznovanje je bilo 30. septembra. Morda ste kaj zasledili, ali v tisku, ali preko medijev. Jutri bodo verjetno tukaj med nami še iz televizije Slovenije za Ozorje duha. In tako želimo, da tudi molite za to hišo, da bi naslednjih 100 let bila v službi usmiljenega Samarjana. Če boste pa želeli kaj izvedeti mečken več, 10 minut v tej hiši, boste pa lahko potem še imali kratki filmček pogledali. Torej, dobrodošli, dobro se imejte, pa upamo, da boste šli zadovoljni tudi iz naše hiše. Če pa kdaj ne veste kam, na kakšen oddih, pa lahko pridete k nam. Preden gremo k naši okrogli mizi,
Tam zadaj še imamo tudi generalnega tajnika Škofijske Caritas Ljubljana. Jože, vstane, da se vidimo. Če sem še koga pozabil, se že vnaprej opravičujem, da ne bomo zdaj preveč s pozdravi vlekli, gremo k stvari. Komaj čakajo naše gostje, ne? Bi pa jaz na začetku to povedal. Takole, zdaj še moramo nekaj napraviti, da boste prepoznali njihova imena, odaleč. Tako, to je čakala s tem, ker ste še niste posebej. Dobro. Vse si prav naredili. Bojo, ti si sredili. Vidite, pogledajte, kak pestro za selbo imamo. Jaz sem bil izvan ob tem razmišljanju Veselje v sožitju, da naj malo to zaokrožim z enim člankom, pa tega lahko v našem cajtenku prebrali, in sem dal naslov delavni, Veselje v sožitju, pa ne pretesno. Se razumemo, to bo za vas vprašanje. Veselje v sožitju, pa ne pretesno. Vzel sem od pesnika Kahilko Ibrana to misel, in tudi potem malo o tem razmišljal, bom tudi do vam pozneje vprašanje postavil. A je to možno, veselje v sožitju, pa ne pretesno. Razumem veselje, ne? Ja. Vidimo? No, jaz bi zdaj z našimi gosti malo drugače začel. Izognil se bi veliki predstavitev, veliki vaših del, ki bi se gotovo kaj pozabil, a je to narodna stvar. Zato, ker mi imamo pravzaprav temo zelo zanimivo, kako je v naših to veselje sožitju v naših družinah, v naših razširjenih družinah, in smo nekako želeli s to okroglo mizo dati piko na i, ker smo vsako okroglo mizo tako v Celju, Postojni in Vržeju drugače oblikovali, da tvori eno celoto, čeprav ste različni poslušalci, vendar bomo kaj v tem prebrali. In smo začeli najširše veselje sožitju v našem družbenem prostoru, kaj nam naša družba omogoča, naša politika, naša zakonodaja. Potem smo imeli v Postojni prejšnji teden veselje v sožitju v naši župniji, naprimer, ali je to medgeneracijsko sožitje, ta dva vidika. In danes smo se vrnili v naše družine, k nam domov, po domače. To je zdaj učna ura za vse nas, ker vsi imamo dom, je tako? Vsi imamo dom in z tega marsikaj črpamo, marsikaj smo se iz njega naučili, obogatili. Je pa, ne bi rekli, ena zanimivost časa, odkar boste več povedali, kako pravzaprav vidimo sebe. Jaz želim, da bi z tega vidika danes peljali večer v naši razširjenih družinah, kako vidimo sebe tudi v naših matičnih družinah, pa bi začeli tako. Kako je z vašimi gnezdi, se razumemo, da se nam malo po tej plati predstavite. Kako živite, kako izgleda vaša trenutna družina. Vsi bi dali naenkrat. Kje začnemo? Evo. To se pravi Carlos Modiš, jaz samo to povem, vse drugo ti povem. Nekaj je napisanega, Kako izgleda tvojega? Mi se poznamo, se tikamo, kako izgleda tvojega gnezda? Hvala lepa za besedo. Trenutno pa moje, nekaj je bolanih ptičkov, nekaj želim, da že spi, nekaj pa bi še rado televizijo gledalo. Tisti malo oddaljeni ptiček pa živi v Ljutomeru. Skratka, nas je 7, z ženo živimo skupaj s 5 otroki v Strehovcih, to je župnija Pokojina. K nam pa redno zahaja tudi babica, ki živi sicer v Ljutomeru. To je naše gnezdece. Bom mogoče pozneje povedal kaj več o tem, kako smo se kalili v tem našem medgeneracijskem sožitju, čeprav babica ne živi z nami, je pa dostikrat pri nas. Pa je bilo veliko veselega, pa tudi kakšna grenka se je našla med tem časom, ko smo živeli skupaj. Potem je naprej gospa Alenka Fras, dolgo se poznamo,
kalila si se tudi v pastoralni službi, vendar malo svoje gnezdo trenutno predstavi. No, moje gnezdo je majhno trenutno. Imam že enega odletelega ptička in tako, če nadaljujem po Karlovo. Mama moja je tudi umrla letos spomladi, namreč mi smo bili malo razširjena družina, živeli smo skupaj od leta 2000 s mojo mamo in od junija meseca pa tudi Milanovo mamo smo dali v dom, tako da mi smo bili res močno razširjena družina. En sin še študira, en sin je pa ravno kar v bistvu zaključil svoj študij in je že v Ljubljani. Dobro. Potem je tukaj Bojan, da vidimo, kako ti funkcioniraš, ne? No, hvala za besedo. Naša družina je zdaj v bistvu zelo majhna. V hiši živimo trije. Jaz, mami in stara mama. Dva ptička sta se pa že odselila, ja, in sicer moja sestra. Odkud si doma? Sem pa z Brnika, v bistvu Cerklje na Gorenjskem. Sestra se je odselila, poročena, dva otroka, brat pa tudi nedavno, 3 tedne, postal mladi očka, so se tudi odselili. Se pravi, stara mama je pa zdaj v 97. letu, tako da je kar raznolika generacija. Dobro, hvala. Potem je tukaj Sara Jerebic, družinski inštitut Bližina. Prosim. Dober večer. Midva z možem živiva v Celju. Jaz prihajam z Gorenjske, mož z Prekmurja in sva rekla, greva nekam na pol poti. Tako da živiva sama, pogosto pogrešava starše in so vesela, če jo pridejo obiskati. Potem je tukaj naš Štefan. Ja, moje gnezdo doma čakajo 4 dekleta, 4 punce, žena, pa 3 hčerke, stare 6 let, 4 leta in 5 mesecev. Je pa zanimivost, no, že kuhinjo imamo v prostoru, kjer je bila rojena moja mama. V tisti kamri, kjer so se rodili vsi otroci, 16 jih je bilo. Mama se je odselila potem v drug kraj, se poročila, oče je umrl. Tako da v bistvu iz moje prvotne družine so samo še mama in jaz. Ženo so pa čutila, da bi se oba rada odselila od staršev in smo pristali pri stricu na kmetiji, kjer je bila mama rojena, malce komplicirano. Tako da tam živimo, tudi eno medgeneracijsko sožitje. Smo pa zelo povezani z mojo mamo, naučilo otroke, se zelo veliko obiskujemo in pričakujemo, da potem, ko bo ostarela, da ne bo šla v dom, pa da bomo pristali v skupni hiši. To je naš čas. Kje živite? Aha, sem z Gorenjske, Poljani na Škofjo Loko je zdaj naš dom. Zdaj, kako smo do tega naslova prišli, da na majčki se zdaj k sebiniš, ne? Če želiš, boš lahko nadaljeval, ker imaš pač mikrofon, tako da zdaj, ne? To se pravi, smo v letu aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja, to je evropsko leto, ne? Mi smo ta pojem poskušali razširiti, da ga nekako z našim poslanstvom nadgraditi, to je to veselje. Tukaj je ta delovni naslov in pa sožitje, kot sem že prej v uvodu povedal, na različne načine oplemenitih. In zdaj smo tukaj, da bi se mi malo ravno s to besedo sožitje srečali. Imamo zelo različne izkušnje, ene zelo strokovno, delate drugi drugače od novinarske pastoralne službe pri mladini ali zopet na drugačen način Štefan. Kako to doživljate, ali pa kaj vam to pomeni sožitje? Danes seliti sožitje, je to isto kot solidarnost, je to isto kot, na primer, prijateljstvo? Kaj za vas to sožitje pomeni, ker zelo različno ga razumemo danes? Je to nekaj kot nekaj namus, smo pač skupaj zato, ker je tako, kot v polpretekli dobi, ko so mlajše in mladi zakonci na nek način samo po sebi ujemnajo, če je bila kmetija
da so skupaj pod isto streho in so se pač šli sožitje. Danes smo vendar v drugem času, pa vendar ga moramo znati ovrednotiti. In zato bi jaz rekel, da bi najprej poskušali to ovrednotiti za nas, kaj to nam pomeni. Kaj to pomeni sožitje, videnje. Prosim. Ja. A je bilo jasno? Jasno, imam pa kar zahtevno nalogo, začeti pa prebiti red. Mogoče ena misel, soživeti, živeti skupaj, živeti odnose. Kar mi najprej prihaja na misel je ena hvaležnost za ta čas, kjer imamo pri tem odločanju za sožitje veliko svobodo. To, kar je Imre omenil, včasih je verjetno bilo več tega sožitja, ker je pač tako moralo biti zlasti na kmetiji. Jaz sam delam veliko v pripravi na zakon in sama poročna obljuba temelji na 4 stebrih in prvi od teh je svoboda. Prva stvar, ki jo duhovnik vpraša mlado poročenca pri obredu je, ali sta prišla sem neprisiljena, sta se svobodno z vsem srcem odločila. In rečeta da. In del te svobode, če pogledamo biblično, v prvo Mojzesovo knjigo, ko pravi svetopisanski pisec, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil ženi, bosta eno meso. Tako rekoč prvi korak te svobode je zapustiti svojo prvotno družino. In opažam, da je to danes za mnoge mlade, pa tudi njihove starše, velik problem. Po drugi strani je pa seveda problem, da zaradi načina življenja, kot ga živimo, se te oddaljenosti med eno in drugo generacijo večajo. Čas spremembe, ki jih doživljamo, nas pa čedalje bolj kličejo k temu sožitju, k skupnemu bivanju. Da zaključim, kaj želim povedati, želel bi, da bi obojestranski proces, tako mladi, ko odhajajo od doma, ustvarjajo nove družine, da bi lahko to temeljilo na svobodi, na tem, da jih starši zmorejo svobodno zapustiti in dati blagoslov, da bi se potem svoboda lahko zgodila tudi iz druge strani. Da ne bi bili prisiljeni v neko skrb, kajti prava ljubezen je res resnično lahko svobodna, ampak da bi iz te svobode, daru, ki smo ga prejeli od staršev, lahko mi svobodno darovali nazaj. Jaz sam, mogoče še to čutim res, da ravno to svobodo, ki so jo ženo doživela, ko so lahko zapustila, ko smo na novo postavili odnose, je en temelj, da v prihodnosti, ko bodo starši oziroma mame, ki sta še žive ostarele, da bo res lahko na te svobodi eno novo darovanje se rodilo. Ja, na to bomo se še vrnili, a je treba zapustiti starše. To pozneje. Pisalo kot strokovnjaki od Državnskega inštituta, kako doživljaš sožitje in kaj to pomeni? Prosim, lepo. Mogoče ravno to, kar je zdaj Štefan omenil, sem se spomnila, ker recimo družina, tako kot ste tudi vi rekel, je temelj, ki biva vsakem izmed nas. In tukaj vsaka razvojna sprememba terja eno prilagoditev. In tako kot je Štefan rekel, ko se dva mlada poročita, pride mogoče nov član v družini, ga je treba sprejeti in tukaj je treba videti, na kakšen način se družina prilagodi na te spremembe. In tukaj sožitje, ko se srečujem z zakonsko in družinsko terapijo, pomeni, ali me razumeš, ali me slišiš, ali veš, kaj jaz doživljam, ali veš, kaj jaz pripovedujem. Ker pogosto je tako, da vsi imamo svoje prepričanja, starši, starejši so dali že mnogo skozi, veliko otrok so že spravili gor in seveda vejo in znajo. Ampak tukaj, ko prideta dva mlada, a lahko starši sprejmejo, da pa oni dva mogoče delata drugače.
da imata pa en svoj način in da se tukaj ne gre za to, kaj je prav, kaj je narobe, ampak da one dva tako doživljata. In tukaj je zelo pomembno sprejeti tudi eno drugačno razmišljanje. Hvala lepa. In Bojan, ti, ki, če sem te prav razumel, brez očeta živiš z mamo in staro mamo, ne? Kako doživljaš to sožitje brez očeta, po sestre, če se ne motim, in nekje v bližini, šta nam boš povedal, ne? Ja, nekaj to nadaljujem. Oče je leta 2007 umrl, sestra se je odselila, ja, je v bližini 15 kilometrov, enako brat. Ne pa nadaljujem zdaj sožitje. Sožitje je zame to, da če to razčlenimo na dve osebi, da imata drug od drugega korist. Je pa tako, da to korist včasih težko doumemo, kakšna je. In sicer, recimo, čisto po mojemu primeru, stara mama je v posli, oziroma v bistvu ne mogla, in je treba skrbeti, ne. In zdaj marsikdo bi rekel, kakšno korist imaš ti, ona jo ima, ne. Mi jo hranimo, jo skrbimo, kakšno korist imaš pa ti. Ampak moramo pogledati z drugega zornega kota, ne, da smo lahko tudi mi enkrat v tem položaju in bomo tudi mi enkrat to skrbo rabili. In vsekakor pa imamo tudi tako korist, saj to so vse izkušnje za prihodnje. Hvala lepa. Gremo k Alenki. Ja, jaz osebno zelo ločim sobivanje in sožitje, ne. Sožitje je zame temelji na krščanskih vrednotah, vrednosti vsakega človeka, že zaradi tega, ker je ustvarjen po Božji podobi. In na temelju tega, recimo, je zame to ena soodvisnost dajanja in prejemanja. To je zame sožitje, recimo. Sožitje je zame tudi pustiti drugemu, da je to, kar je. In pa predvsem, kar se mi zdi pomembno, gledati z naklonjenostjo. Ali pa celo misliti pozitivno. To je življenje v sožitju. Zdaj, recimo, če gledam v študentskem domu, smo bivali, z nekaterimi smo pa živeli v sožitju. In to je za mene bistvena razlika, to se jaz zelo občutljiva. Recimo, to so eni določeni elementi sožitja, ki ste jih vi, predhodniki, našteli. Jaz vedno merim to ravno z tega vidika. Torej, človek kot drugi je zame, ker sem pač katoličanka in kristjan, na prvem mestu Božje delo in iz tega vidika v bistvu si zaslužil vse to, kar si zaslužim tudi jaz. Čisto na kratko. Karmen? Ja, sožitje, lahko bi rekel takole, ne? Torej, se Štefan ti omenim, da pač tudi zakon v tej zvezi. Zakon je odločitev za ljubezen, ne? Tako se mi tudi zdi, da pri sožitju gre za odločitev. Imeti človeka rad, ga sprejemati takšno, kakršen je, ga videti z njegovimi očmi. In iz lastne izkušnje potem vidim, da se potem začne in tisti drugi človek, ko ga ti sprejemaš osebno, se začne spreminjati in tudi ti sam se začne spreminjati. Res je to, kar se rekla, sobivanje. Večkrat se mi zdi, da res samo sobivamo tudi na kakih takih razširjenih družinah, skupnostih. Sožitje se mi zdi, da res je tisti odločitev za gradnjo enega odnosa, spoštovanja, ljubezni in sožitju potem pride sve do tega brušnja, drug od drugega. Dobro, čudovito, ne? Jaz mislim, da tega niste idealno, o idealu govorimo sožitja, ne? Zdaj pa gremo še v eno težko realnost. V sožitju je veliko konfliktov. Kak pa zdaj? Pa ne? Zato tudi tisti strah
da mladi pa stari naj bodo tako daleč, da se copati ne da priti, kako to, ne? Ja, pa še kakve take rekli, ne? Da se izognemo konfliktom ali takšnim drugačnim, ne? Kako zdaj konflikti grejo v naše sožitje? Dr. Gabi Čačinovič pravi, da znana družinska psihologinja, ne? Konflikti so dejstvo. Brez njih nobenem obdobju ni moč, v sedanji čas jih pa malo bolj izpostavlja ali pa bolj na glas jih čutimo ali govorimo. Vse najbrž v vseh obdobjih, tudi ko smo bili mi še otroci deca, ne, so tudi bili konflikti, samo smo jih drugače reševali, ne, zdaj bolj na glas morda ali pa bolj tako udarno. Kak je zdaj s konflikti in sožitjem? Kje so tiste meje? Se razumemo? Dovoljenega. Danes tudi govorimo o mejah. Pa imam jaz dosti krat vtis, da pa pri tem sožitju smo zelo šibki. Kje se te meje? A bi sadati? Da ne bo zmeraj vrstne red. Ja, Se razumemo? tako kot ste omenili. Popolnoma normalno je, da v družini pride do konfliktov. To pa zato, ker imamo različne poglede na življenje, različne poglede na stvari, različne poglede na vzgojo. In bomo rekli, tam, kjer ni konflikta, gori otrokom, lahko sta dva zakonca na zunaj na videz, brez vseh težav, brez kakršnega koli konflikta, se nikoli ne skregata. Ampak kaj to pomeni? Da se nekdo vedno prilagodi drugemu. Ker normalno je, da se ne strinjamo vsem. Tukaj je pa druga stvar, kako povedati, da se ne strinjaš z nekom, brez da bi nekoga ranil, brez da bi ga prizadel, brez da bi ga ponižal, razvrednotil. In tukaj posebno je to zelo občutljiva tema v partnerskih odnosih, tako kot sem prej omenila, ko se dva ne slišita. Žena bo želela možu povedati nekaj, ga bo mogoče skritizirala za to, da on tega recimo ne bi več počel, on bo doživel kritiko kot napad, se bo branil in potem se bosta prepirala. Zelo podobno je potem konflikt s starši. Recimo, živijo skupaj v isti hiši in snaha bi imela vrt drugače urejen kot mama. Kako se boste zdaj zmenili? In tukaj, tako kot ste omenili, nujno je treba postaviti ene meje. Se pravi, tukaj čist, kaj je tisto, kar je v mladi družini, kjer sta mlade dva, in tukaj je nujno, da če je to sin, živi pri svojih starših, da stvari s svojimi starši ureja on sam, ne tašča in snaha. Ker zakaj bi se tašča in snaha prepirali? V bistvu je to samo sinova izbira in če se tašča in snaha kregata, potem to pomeni, da je nekaj ni v redu v odnosu mama in sin. Ker včasih je za eno mamo težko, recimo celo življenje se je posvečala sinu, skrbela zanj in potem pride ena mlada, nova in lažje se je kregati s snaho, kot si priznati, da te boli ena izguba. In tukaj, kar je tisto temeljno, da se lahko v družini razumejo, je en partnerski odnos, en temelj. Če se oče in mama med sabo dobro zastopita, imata en čustven stik, sta povezana, potem zakaj bi se kregala žena s snaho ali zakaj bi se kregala mama s hčero? Je nekaj, kar ni v naravi. Zakaj bi se mama prepirala hčero? Ja, verjetno zato, ker tam manjka en moški, en mož. Če bi on, če rečemo, poskrbel za svojo ženo, potem se mami ne bi bilo treba skregati z njeno hčero. In je tukaj res temeljno, kakšen je partnerski odnos, kakšna sta oče in mama, kako ona dva živita eno nežnost, prijaznost, ali se kritizirata, zavračata drug drugega. In to se potem širi potem tudi na celotno družino. Hvala lepa. A pa gremo k Štefanu.
Nisem čisto prav razumel, zakaj ste šli na svoje. Je bil kak strah v ozadje, ali je dobra politika bila v ozadju od staršev? Ali je to en vzorc, ki ga priporočaš tudi drugim, da potem se zvozi? Mi dejansko, ko imamo pripravo na zakon, ugotavljamo, kako veliko mladih ostaja pri svojih starših doma, ampak na način, da v resnici niso naredili slovesa od doma. Vsaka poroka je slovo od doma, ne glede na to, ali potem pride do sobivanja in sožitja doma, ali odselite drugje. Mi dva osebno sva si želela prav zaradi tega občutka svobode, pa vsak od naju je imel tudi eno težko zgodovino. Bilo je nekaj zgodovine, zaradi katere so si zaželela zaživeti na svoje, ampak vsekakor ne na način, da bi svoje starše ali pa generacijo svojih staršev zapustila, da bi šle iz odnosa, ampak predvsem, da bi imela en čas tega skupnega oblikovanja, da bi potem lahko prišli nazaj. In ker opažamo danes, da veliko družin ni sposobnih narediti tega celovitega, fizičnega in predvsem pa čustvenega slovesa, izpustiti to popkovino, da je nastala nova družina, jaz sam velikokrat na pripravi na zakon priporočam. Če tudi boste živeli skupaj, če tudi si že urejate stanovanje, zakaj si ne bi izbrala pol leta ali pa 1 leto, da zaživita na svoje? Tega bom te zdaj prekinil. Iz publike bi prosil kako mnenje. Zelo, kako nazaj gospod Pelje, Štefan, pa se strinjamo s tem, imate kako drugačno mnenje. Dobar večer vsem skupaj. Franc je moje ime iz Maribora. No, mislim, da je zelo zanimivo prisluhniti tem vprašanjem že